Dobro večer, spoštovani gledalke in gledalci. Tako bomo rekli nocoj. Dovolj bodi politike, ki nam greni vsakdanje življenje. V dveh nocojšnjih temah se bomo posvetili mladim, njihovim dosežkom in njihovim prispevkom za našo skupno prihodnost. V Mariboru so danes slovesno razglasili zmagovalce, avtorje najboljših raziskovalnih nalog v okviru gibanja Mladi za napredek Maribora, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine Maribor. Učenci, dijaki in njihovi mentori iz vseh mariborskih osnovnih in srednjih šol so nekaj mesecev raziskovali različne teme z področji družboslovnih in naravoslovnih ved, potem so morali svoje naloge zagovarjati pred strogimi komisijami univerzitetnih profesorjev in najboljši so potem šele danes na sami razglasitvi tudi izvedeli, da so res najboljši na svojih področjih. Z nami so nocoj Urša Žiger, koordinatorica projekta in tekmovanja Mladi za napredek Maribora pri Zvezi prijateljev mladine Maribor. Dobro večer, pozdravljeni. Učenka osnovne šole Toneta Čufarja iz Maribora Laura Štampe. Dobro večer, Laura, tudi tebi. Dobro večer. In njena mentorica Mihelca Hojski, prejemnica obesta, torej Laura in vi, gospa Hojski, ste prejemnici nagrade Zveze prijateljev mladine za letošnji dosežek v tem tekmovanju. Skratka, dobro večer še enkrat vsem trem in hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Gospod Žiger, morda za uvod čisto ena osnovna informacija, kako je letos potekalo tekmovanje Mladi za napredek Maribora, kakšen je bil odziv šol? Ja, letos smo prav danes zaključili že 30. srečanje, ki poteka že skoraj vseh 30 let na zelo podoben način. V začetku šolskega leta šole pozovemo z razpisom, da naj se priključijo. Gre to za šole v mestni občini Maribor in potem jih skozi različne seminarje tudi pripravljamo na te zadeve. Potem sledi prijavni rok, pa seveda rok za oddajo, ki je bil letos v mesecu februarju, potem pa v marcu, kot ste že dejali, morajo vsi avtorji, ki želijo pač uspešno zaključiti ta naš projekt, tudi zagovarjati te svoje raziskovalne naloge ali pa inovacijske predloge. Zdaj, glede na to, da imamo pri nas res veliko zanimanje mladih, ti zagovori potekajo kar 14 dni. To pa zato, ker so bili letos še posebej pridni, 228 raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov so pripravili tako osnovnošolci kot srednješolci skupaj, kar je zelo velika številka, precej večja kot v preteklih letih. Tako da zanimanje za ta projekt, za raziskovanje je zelo veliko. Kako ste sicer zadovoljni, rekli ste sami, da je bilo število nalog veliko, ampak kako ste zadovoljni oziroma kako so bile komisije zadovoljne z kakovostjo prijavljenih nalog in kakšni so bili sploh komentarji recimo komisije oziroma njihovih članov? Ja, moram povedati, da jaz spremljam vse te javne zagovore in ocenevalne komisije tudi meni predajo te ocenevalne obrazce. Velikokrat se potem tudi pogovarjamo in letos je bilo res posebno leto, mogoče tudi v luči te 30-letnice, veliko zelo kvalitetnih nalog. Med srednješolci se je prvič zgodilo, da imamo kar 5 nalog, ki imajo vseh 170 točk. To se pravzaprav še ni zgodilo. Tudi osnovnošolci so bili odlični. Prav na področju psihologije, odkudar prihaja Laura, so bile ocenevalke zelo zadovoljne, pravijo, da presegajo pričakovanja osnovnošolcev, tudi prepričanje, da so oni to sploh sposobni in zmožni, ampak vse to dokažejo potem na tem svojem javnem zagovoru, ko predstavijo svojo nalogo, potrdijo, kar so počeli. In zelo zanimivo je danes tudi, so bile besede dr. Dolšaka, našega predsednika organizacijskega odbora, ki je dejal, da je bil, ko je vključil se v ta projekt, prepričan, da bodo dobre naloge, ampak ga mladi vse prevečkrat z veseljem, prevečkrat presenetijo. Pravi, da so celo na ravni diplomantov. In dr. Špernjakova je danes rekla, marsikatera izmed srednješolskih nalog bi danes lahko bila magistrska naloga. Tako da je kvaliteta izjemna, kar dokazuje, da imamo mlade, ki so radovedni, vedeželjni, ustvarjalni in mentorje, ki jih pri tem znajo voditi, spodbujati. Pa ne smemo pozabiti na njihove starše, ki verjetno zelo stojijo za njimi, in ravnatelje, ki vse to spodbujajo, ki prepoznajo pomembnost tega projekta. Laura,
Kakšen je bil naslov tvoje naloge oziroma s čim si se sploh ukvarjala v letošnjem tekmovanju? Kaj si vse morala narediti in koliko časa ti je to recimo vzelo ob vseh rednih šolskih obveznosti, ki jih sicer imaš? Letos sem se odločila za inovacijski predlog, katerega naslov je bil Sprehodi se in povej, kaj pod tvojimi nogami. In v bistvu spada na področje, kot je že gospa omenila, psihologije in pedagogike. V tem inovacijskem predlogu sem se pravzaprav osredotočila na spodbujanje senzomotoričnih spretnosti naših najmlajših otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, se pravi prvih razredov. Ta projekt sem pa nekako še vpeljala tudi v 5. razrede, da sem dobila nekakšno primerjavo, kako so razvite senzorne spretnosti pri učencih prvih razredov in učencih 5. razredov. Za ta namen sem izdelala senzorni komplet, ki je bil sestavljen iz 6 škatel. Vidimo ga zdaj tukaj, videli ga bomo tudi večkrat v studiu, ampak nič, ti samo povej naprej. Ki sem ga napolnila z različnimi materiali, za katere sem pač sklepala, da bodo nekateri prijetnejši in nekateri manj prijetni. S tem sem želela spodbuditi pač se pravi taktilno zaznavo otrok. To mi je vzelo kar nekaj časa, sicer sem za pomoč prosila prav učence 5. razredov, ki so ta senzorni komplet se pravi opremili in izdelali med poukom likovne vzgoje. Z tem projektom sem začela nekako sredi oktobra, se mi je v pogovoru z mentorico porodila ideja, da bi lahko raziskovala oziroma poskušala vpeljati ta senzomotorni komplet, ki v bistvu spodbuja te senzorne spretnosti, saj opažam, da v današnjem času se vse več otrok zadržuje v hišah, na računalnikih, ne igrajo se več toliko zunaj in te spretnosti, ki so jih morali prej pridobivati, ki so jih prej pridobivali spontano v igri na dvorišču, sedaj ko bi jih oni morali v bistvu že imeti in šele takrat začenjajo pridobivati. In prav s tem namenom sem se odločila za to izdelavo in potem sem začela nekako tam novembra sem začela z zbiranjem literature, z izdelavo teoretskega dela, nato pa sem začela tudi z empiričnim delom, kjer sem začela v bistvu z samo potjo, sem učencem predstavila to pot in sem jih tudi peljala po tej senzorni poti in sem spremljala njihove občutke in jih tudi zapisala ter predstavila. Kako so se sicer sošolci odzvali, recimo, ne vem, ti si učenka 8. razreda, sicer malo starejša od teh iz 5. ali pa recimo teh najmlajših iz prvih 3 razredov osnovne šole, ampak recimo morali so te na nek način tudi ubogati, recimo, ko ste v razredu preizkušali ta tvoj komplet in skratka vse tiste naloge, ki so jih oni morali o tem opraviti. Kako se ti je zdelo, kako se v bistvu odzivajo? Ali je to neka radovednost, ali je to bilo neko veselje, ali so rekli, joj, zdaj nas pa ena muči? V bistvu seveda je bila radovednost, je bila prisotna tako pri učencih 1. razreda, kot tudi pri učencih 5. ampak je bila pa zelo velika razlika med njimi. Učenci 1. razreda so bili veliko bolj zadržani, in sem jim morala tudi razložiti, da v škatlah ni ničesar nevarnega, ker so se tudi nekoliko bali in te škatel niso toliko poznali kot učenci 5. razredov, ki so v bistvu že pomagali pri sami izdelavi in jih ni bilo strah, kaj je v škatlah in tudi materiale so poznali. V bistvu je bilo v 1. razredu eno zelo hecno vprašanje in sicer en otrok je vprašal, kaj pa če so noter škorpijoni, ne? To se mi je zdelo zelo zanimivo, da so v bistvu oni pričakovali, da bo notri morda kaj, kar bi jih lahko poškodovalo. In komaj, ko sem jim jaz razložila, da v škatlah ni ničesar nevarnega, da so nekatere stvari pač mehkejše kot druge in da se ni treba bati ničesar, šele takrat so se opogumila. In sicer bilo je zanimivo tudi to, da so se najprej opogumila prav dekleta, čeprav sem jaz kot svojo hipotezo predvidevala prav nasprotno, da se bodo najprej opogumili fanti. Medtem ko v 5. razredu so bili učenci veliko pogumnejši, ne? Se pozna tudi to, da so starejši, da so zrelejši, da bolj poznajo te stvari. Zato so bili tudi njihovi odzivi nekoliko bolj sproščeni, bolj so opisovali svoje občutke. Zato sem imela v bistvu pri 5. razredih tudi nekoliko več za zapisati, ker so bili njihova mnenja, njihovo izražanje je res širše kot pri učencih 1. razredov, ki so res še nekoliko zadržani in sramežljivi. Dobro, so tudi na začetku na nek način.
Nekoč so v bistvu bili pri tej starosti, gospa Hojski, če se ne motim, v bistvu šele v vrtcu, niso bili v osnovni šoli. Tako. In se vse dogaja skozi igro. Skozi igro, tako. No, vi ste bili nekoč, to moram povedati tudi našim gledalkam in gledalcem, tudi razglašeni za najboljšo mentorico v tekmovanju Mladi za napredek Maribora. Torej, naj vam ne bo nerodno zaradi tega, zakaj, to je lepa informacija. Ampak zanima me preprosto, koliko dela mora vložiti mentor v recimo eno takšno nalogo in tak inovacijski predlog. Svetka, vso to vzpostavljanje razmerij, ki jih je Laura sicer zdaj zelo lepo in zelo plastično opisala. Torej, mentor mora biti na mesto in mora biti celosten in v bistvu ves čas prisoten skozi vse delo, ki ga učenec oziroma avtor opravlja. Tako kot je že Urša povedala, od vsega začetka, ko se že prijavljamo, torej že v mesecu juniju nas obvestijo za prihodnje leto, da razkrijejo nam področja, na katerih smemo sodelovati. In v septembru se vsa stvar, ko pride novo šolsko leto, začne bolj aktivno odvijati in seveda takrat učenci nadebudno spremljajo in povprašujejo po področjih, kam smejo, kaj bi raziskovali in takrat tudi izbirajo učitelje na šoli, torej mentorje posameznih področji in takrat je potrebno izbrati temo in področje, katere učence najbolj zanima. Seveda je priporočljivo, da učenec sam pove, kaj je tisto, kaj bi rad raziskoval, ker potem bo svoje delo pravil bolj celovito. Drugače lahko tudi mentor sam poda predloge, teme, naslove raziskovalnih področji, nalog in potem s tem motivira učence, da raziskujejo po še čem novem. Seveda je odvisno od vsakega posameznika, v katero smer se bo razvijal. Vsekakor pa je potem potrebno učence napotiti po korakih, poiskati literaturo, primerno literaturo, kje vse se lahko pobrska informacije, ali so to ustno izročila, ali se pravi odvisno od raziskovalne teme, potem citiranje, se pravi navajanje, da je v bistvu verodostojna naloga, kako sestaviti nalogo, se pravi imamo ene napotke, katerim sledimo in seveda ves čas jih je potrebno spremljati in takrat, ko že učenci mislijo, joj, pa saj ne bo, ali pa mogoče obupajo, ali pa je že nekaj časa, ko je pa kakšno obdobje, ko mirujejo, jih je pa potrebno malo malo potrpljati, preveriti, kje so, kakšno je stanje in jim dati novih motivacij, novih moči in idej, da svoje delo nadaljujejo. Prostite, koliko, glede na to težavnost, ki je včasih res morda ovira, mora biti celo samo psihološka, v bistvu pri kakšnem mladem, ki bi sicer rad raziskoval, tema ga lahko pritegne, ampak ko se loti vseh postopkov in vidi, kako je to treba v bistvu natančno in relativno zahtevno tudi za to dob odraščanja narediti. Torej, ali, ne vem, učenci pogosto, torej, ali je dovolj interesentov v končni fazi stališča vas, mentorjev, ali je dovolj zanimanja za posamezne naloge in ker vemo, da recimo zadnja triada, Laura smo rekli, je učenka 8. razreda, zadnja triada je v osnovni šoli tudi tista selektivna triada, ki že postavlja v bistvu ocene, je kvalifikacija za, ne vem, vpis v srednjo šolo, za dosego ustreznega uspeha in takrat velikokrat učenci v bistvu morajo izbirati med tem, ali bodo uspešni za to, da se vpišejo v novo šolo, ali se bodo recimo predali tej radovednosti, ki je nujna v tekmovanju, kakršno je to. Tako, v bistvu avtorji raziskovalnih nalog imajo velik raziskovalni duh, kajti ob vseh obveznosti, ki jih imajo danes osnovnošolci, ker jim vzame veliko časa tudi ta raziskovalni del, empirični del, se pravi vso spremljanje, potem meritve, analize, grafi, se pravi ves pisni del je potrebno sestaviti skupaj. In mentorji moramo kar bdeti potem, da časovno ulovimo vse termine, vse roke prijave in je včasih kar, bom rekla, kakšnih zadnjih 14 dni je včasih že kar malo gneče in je že tisti temperament bolj intenziven. Od začetka se bolj počasi začne delati, proti koncu je pa vedno bolj intenziven tempo in takrat nam včasih zmanjka moči ali pa je malo
vse bolj impulzivno. Potrebna spodbuda. Tako, potrebna spodbuda. Slišali smo, gospod Žiger, danes profesorja Muleja, ki je za svoje področje v obrazložitvi dejal nekako takole: 35 je bilo največje število nalog, ki smo jih ocenjevali v enem letu, najmanjše pa nič. Publika se je sicer simpatično zasmejala, ampak ali se pogosto zgodi, recimo, da na nekem področju ni prijavljenih nalog, da se, recimo, ne vem, učencem zdijo teme, naloge prezahtevne? Ja, ne, prepogosto to ni. Se pa dogaja in tam iščemo neke nove rešitve. Zdaj, med osnovnošolci pravzaprav niti ne. Oni posegajo kar po vseh področjih. Eno izmed področij, ki trenutno mogoče malo bolj miruje, je pri srednješolcih področje prava, ki ga mi sicer razpisujemo. Drugače pa ne. Je pa res, da zanimanje za posamezna področja skozi leta zelo niha. Letos sociologija je med osnovnošolci na splošno najbolj popularna, v zadnjih 10 letih 141 nalog, recimo. Ampak zanimivo, letos je imela biologija 10 oddanih nalog, lani pa nekje okrog 5. Lahko da drugo leto bo znova na 5 nalogah samo. Zelo nihajo ta področja. Je pa recimo med srednješolci močno področje tehnike, kot je elektrotehnika, recimo za srednjo elektrošolo, pa biologija je tudi tam sicer bolj popularna. Drugače pa, da bi se zničilo, zelo redko, ampak se zgodi. No, skratka, Lauri želimo uspešen zaključek letošnjega šolskega leta in seveda tudi uspešen zaključek osnovne šole. Vam, gospa Hojski, želimo seveda veliko uspehov z učenci in tudi veliko radovednih učencev okoli vas. Hvala. Vam seveda, gospod Žiger, pa želimo, da je bilo tekmovanje Mladi za napredek Maribora še veliko let uspešno in ne nazadnje seveda čestitke tudi ob letošnji 60. obletnici Zveze prijateljev Slovenije. Namreč Zveza prijateljev mladine v Mariboru je dejavni in eden večjih in aktivnejših delov te velike vseslovenske zveze, zato vas prosim, da seveda naše čestitke prenesete tudi vašim ostalim kolegom in kolegicam iz Mariborske zveze in seveda lepo praznujte celo leto. Bomo, hvala. No, mi smo vam, dragi gledalke in gledalci, za slovo od letošnjega tekmovanja pripravili še en kratek video. V njem kot glavni junaki nastopajo novi župani in predsedniki posameznih komisij. Gre za dobronamerno, zabavno slovo z odlomki iz njihovih nastopov. Poglejte se, tudi nasmejte in jim zaželimo vse najboljše v prihodnjem letu tekmovanja Mladi za napredek Maribora. Ja, tukaj v prvi vrsti se smejijo, perimerne besede. Za naslovom naloge protimikrobni učinek rastlinskih, etanolnih in vodnih ekstraktov na Escherichia coli in Candida albicans. Vsi trije z druge gimnazije Maribor, naslov naloge pa je spektrofotometrično določenje likopena v plodovih paradižnika, 3 različnih hibridov, kot lahko vidite. Zelo različno število nalog iz leta v leto. Največ smo imeli 35, najmanj pa 0. Lepa za predstavitev, tudi jaz nisem bil sam, ampak nas je bilo kar precej, da smo to gibanje spravili po konci. Nekateri od njih so tu, veliko od njih pa je še drugje. No, ne moram vas pozdraviti v imenu raziskovalne skupnosti, ker je preminila, ampak otroci so pa živi in so že dosegli več kot polnoletnost. Verjamem, da bojo imeli še veliko vnukov. Včeraj smo v Naskovem dvorcu v Mariboru spremljali otvoritev kulturno-informacijskega središča Evropske prestolnice mladih. Kot je znano, nosi Maribor ta naziv v letu 2013 in vse leto bo kulturno-informacijsko središče hkrati tudi galerijsko-razstavni prostor mladih umetnikov. Včeraj so tako odprli tudi razstavo Matije Bobičiča z naslovom Razsnovljen. Z nami sta zdaj svetovalec za program in organizator dogodkov Evropske prestolnice mladih 2013, gospod Mitja Špes, in kurator te razstave, pravkar omenjene Žiga Dobnikar. Dober večer seveda obema. Gospod Špes, zakaj kulturno-informacijsko središče šele zdaj in čemu vse je namenjeno? Ja, kulturno-informacijsko središče je po, bi rekel temu, časovnih pripravah prišlo do te točke, da smo včeraj odprli na Trgu Leona Štukla to naše središče, ki je središče mladih, ki je središče informiranja, ki je središče kulture.
In ta način smo si zadali, da podajamo v našem samem centru mesta mladim informacije o programih Evropske prestolnice mladih, o samem možnosti druženja, soustvarjanja Evropske prestolnice mladih in prav tako omogočamo mladinskim organizacijam kot mladim posameznikom, da se izražajo, izvajajo delavnice, prirejajo razstave in kot je bilo omenjeno, smo včeraj tudi slavnostno otvorili razstavo Matije Bobičiča, mladega umetnika v razstavišču, v tem redu kulturno-informacijskega središča in s tem ravno izrazili željo in prikazali ta naš interes, da omogočamo mladim umetnikom, da se izražajo, da prikazujejo svoj talent, da prikazujejo svojo kreativnost, mogoče ki jim še do zdaj ni bilo izpostavljena ta možnost. In zadali smo si, da v tem letu Evropske prestolnice mladim ravno mladim omogočamo to prikaz njihovih del in s tem mladi prikažejo oziroma doprinesejo kulturo, umetniško kulturo ravno prav nam mladim. Ker ravno to mislimo, da ta prenos je tisti, katerega lahko mladi osvajamo in ga potem tudi prenašamo drug od drugega. In s tem smo tudi šli v to omogočanje samim tem razstavljanjem oziroma možnost razstavljanja mladim umetnikom. Moram se popraviti, hvala vam seveda za ta popravek, da je vpliv Evropske prestolnice kulture me je, bom rekel, odnesel z trga Leona Štuklja nazaj v Naskov dvorec, ker je bil sedež seveda Evropske prestolnice kulture, ampak v vsakem primeru blizu sta oba kraja in seveda prav je, da ljudje obiščejo, bom rekel, vse kotičke, kjer se na nek način dogaja Evropska prestolnica mladih, zdaj v nadaljevanju, ko Evropska prestolnica kulture na nek način že končuje svoje poslanstvo. Tako je. Je pa res tudi, da je bila to infotočka Evropske prestolnice kulture. Ampak samo infotočka. Večina dogodkov se je dogajala drugje, zdaj pa imamo, da je to samo tudi, da je infotočka, ki je hkrati tudi seveda razstavni oziroma prizoriščni prostor. Točno to, ja. Naš interes je bil, ko že narekuje naš slogan soustvarjaj, da postavimo oziroma izpostavimo točko v samem centru mesta in tudi temu na trgu Leona Štuklja, ki je vseeno dokaj nov trg, in pridamo ta prizdih, mladi prizdih in mladim naredimo interesantno to področje centra, samega urbanega centra. In s tem tudi skozi točko, ki je sicer infotočka in je središče, omogoča mladim, da soustvarjajo in da prikažejo svoje neke interese, svoje zmožnosti, svoje potrebe, ravno v tem našem središču, kjer jim omogočamo prostorsko, prav tako pa za vso celotno podporo za njihove interese, vsebinske interese, da prikažejo in zraven povabijo vse mlade, da se aktivirajo to neki skupnosti. Gospod Dobnikar, zakaj ste za prvo razstavo izbrali prav dela Matije Bobičiča? V bistvu, ko sem se odločal o umetnikih, ki bi jih uvrstil na te razstave, se mi je zelo smiselno, da morda začnem z mariborskim umetnikom. Z nekom, ki deluje ravno v tem okolju. To se mi je zdel pomemben poudarek, seveda Matija je mlad, rojen je leta 87 in hkrati, kot sem že rekel, delno se mi je zelo smiselno izpostaviti mariborskega umetnika, seveda kasneje bomo šli tudi širše in jasno, ker je dober slikar. Prav tako dolgo sem razmišljal o tem, kaj bi uvrstil v program in sem se odločil, da je morda smiselno začeti s klasiko, torej s klasičnim medijem, ki je slika. Tudi kip, ampak tukaj sem se odločil za sliko, tudi delno zaradi prostorskih zmožnosti in pa hkrati zato, ker je produkcija umetniške in pa razstav, ki se nanašajo oziroma ki se dotikajo predvsem novih medijev in podobno, torej bolj medijsko novejše umetnosti, kar precej se mi zelo smiselno izpostaviti mladega slikarja. Zato sem izbral Matijo Bobičiča. Vsekakor govorimo o Evropski prestolnici mladih, ampak govorimo o tem, kaj bodo tekom leta, ko bo ta razstavni prostor živel in seveda menjal avtorje, ki se bodo v njem predstavljali, kaj bomo lahko še videli. Naprimer, junija bo mogoče s tem smislu, oziroma v tem kontekstu najbolj smiselno izpostaviti, bo razstava Ljubljanske akademije za likovno umetnost in oblikovanje, ki je v bistvu prav v tem kontekstu, torej ustvarjanje mladih, najmlajše generacije umetnikov. Seveda ta razstava bo zastavljena širše od slike do kipa oziroma objekta, mogoče bolje reči, tudi novih medijev. In je v bistvu nekakšen presek
torej res najnovejše produkcije v okviru akademije, predvsem zadnjih letnikov sicer, ampak je pa odprto tudi za mlajše letnike. Ker ravno tukaj je fokus, se mi zdi, tega razstavišča, torej v tem, da dopušča možnost mladim umetnikom, tako iz Slovenije kot tudi tujine, da razstavijo svoje dela, ker je to pravzaprav dokaj težko, zaradi tega, ker večja razstavišča so navadno precej zaprta in ravno te prve razstave so ključne, zato da lahko umetnik začne graditi svoj CV, s katerim lahko seveda kasneje dostopa tudi do drugih razstavišč. Prostite, rad bi vprašal gospoda Špesa, koliko obiskovalcev je recimo imel včerajšnji dogodek, ko govorimo o mladih, in koliko obiskovalcev je sploh imela Evropska prestolnica mladih v dosedanjem poteku leta od samega začetka, kdo vse je prihajal v Maribor, odkot, s kakšnim namenom in koliko recimo bilo vmes kulture? Pomembno je poudariti, na tem ožjem pomenu besede, mislim, ne kultura v najširšem. Ja. Pomembno je poudariti, da včerajšnji dogodek smo že pričeli v nekih zgodnjih popoldanskih urah z samim obenih, z samim neki otvoritvijo na prostem, na samem našem trgu, z raznimi aktivnosti različnih društev, od akrobatike do samih poskusov, do kuhanja bograča, kjer so se predstavljali mladi, smo prešli potem na otvoritev razstave prostovoljstva, katero smo odprli v sodelovanju za Slovensko filantropijo, kjer so prostovoljci skozi svoje besede in sliko prikazali pomen prostovoljstva, da to ni zgolj neko neplačano delo, ampak je pomen dosti širši in dosti globlji. In na ta način smo potem šele prešli na to slavnostno umetniško otvoritev. In kar se štejemo kot rezultat, in je ravno to zbor različnih ljudi. Skozi včerajšnji dogodek smo pridobili različne skupine mladih in prav tako mladih po srcu. Videli smo, da je to interes našega programa, ki ga izvajamo, ne samo za neko mlado skupino, ampak je interes tudi ostalih. In ravno to se tudi izkazuje v našem sklopu medgeneracijskega sodelovanja. In tukaj vidimo, da gre za ta prenos tudi kulture in gre prenos znanja. In kar se pa tiče ostalih dogodkov do sedaj, sicer glede na vreme in kot je bilo to včeraj, je ravno posijalo sonce in s tem mislim tudi, da smo naredili neki sij dodatni zraven, so predtem se dogajali dogodki znotraj nekih prostorov, delavnice, sami seminarji, programi, ki se izvajajo bolj v smeri teh naših 11 sklopov, pomeni od same problematike mladih do prikaz nekih rezultatov, rešitev, na področju zaposlovanja neformalnega znanja, tudi same ekologije in vse prihajamo do kulture. Vse vemo, v programu je v bistvu veliko teh funkcionalnih programov za pridobivanje nekih funkcionalnih znanj. Je en del sklopa. In ravno to kulturo smo želeli prikazovati skozi umetniške razstave, skozi umetniška dela. Dovolite mi se, da še gospoda Dobnikarja vprašam. Vi ste že sami v prvem odgovoru na nek način načeli to vprašanje mladi umetnost. In zakaj? Zanima me, kako bi vi, gospod Dobnikar, definirali to razmerje, ali gre za razmerje mladi umetnost, ali pa sploh, bom rekel, mladim lastno dojemanje umetnosti, ali gre za umetnost za mlade in koliko je še v bistvu sploh teh možnih variacij, ki se bodo izrazile skozi programe letošnje Evropske prestolnice mladih. Mislim, vprašanje je dokaj kompleksno. Zdaj, o umetnosti za mlade je mogoče težko govoriti. Tukaj gre predvsem za umetnost, ki jo producirajo. To je bila tudi najslabša izbira na nek način. Ker pravzaprav glede na pogosto interes mladih, razen določenih ozkih skupin, kar se tiče do umetnosti, bi bilo to precej ena puščava, se mi zdi. Ampak kar je tukaj temeljno, ja, gre za produkcijo mladih, torej za umetnost, ki jo delajo mladi. Na drugi strani pa, kar je super, se mi zdi pri EPM-u, je pa to, da se zelo trudi predvsem v smeri, da odpira polje umetnosti za mlade, predvsem v smislu publike. In tukaj kvalitetno gradijo na eni kontinuiteti, ki je v bistvu vzpostavil že EPK, torej Evropska prestolnica kulture, kjer so kulturna umetniška prizorišča precej odprli, seveda delno predvsem zaradi boljše promocije kot v času izven tovrstnih dogodkov. Zanima me tudi v tem kontekstu, mladi so danes na nek način zavezani računalnikom, zavezani novim medijem.
tudi njihova osnovna orodja, ki jih vsak dan uporabljajo, bodi si v šoli, na fakulteti, drugje, v vsakdanjih življenjskih situacijah, so vezana na te nove medije in tudi nove tehnologije. Koliko tovrstne umetnosti bo navzoče v tudi programih in v samem razstavišču? Bo, seveda. Mislim, spekter, ki je pripravljen na tej točki, je precej širok, od videa do fotografije. Jasno, Slovenija je bila nekoč velesila videoarta, naprimer. Ja, pa seveda tudi računalniške umetnosti, naprimer v 90-ih. Čosić je bil tukaj zelo prebojen, ne, takrat. Tako. Zdaj sicer se mogoče tole nekako tehnološko gledano najbolj napredno polje umetnosti premika drugam in je mladim, torej mladim, v tem resnično mladem smislu, recimo 25-26 let, nedostopno. Tu pa gre predvsem za bioart in pa polja, ki se dotikajo res visoke tehnologije, bodi si na področju biologije, bodi si fizike, bodi si kemije. To je seveda polje, ki se tudi razvija, ampak če govorimo resnično o najnovejših medijih, je to morda malo teže dostopno res mlajši generaciji, zaradi tega, ker je tukaj potrebno ogromno sodelovanje z inštituti in pa seveda in seveda produkcija je grozno draga. To ni tehnologija, ki bi bila dostopna posamezniku na tako množičen način, kot so recimo te običajne. Kot na primer fotoaparat. Ja, jasno. Ali pa v končni fazi tablice, ne vem, mobilni telefoni. Čeprav tudi mladi... Vse so to danes umetniška sredstva na nek način. Jasno. Ampak tudi mlajši posegajo potem. In mlajši morda tam okoli 30-35 so kar zanimive navezave v Sloveniji med umetnostjo in pa med znanostjo, ki se vzpostavljajo oziroma se začenjajo vedno bolj vzpostavljati. In to se mi zdi super, no? Ker tukaj umetnost ponuje eno precej bolj široko področje razmišljanja, manj mogoče obremenjeno. Mislim, pogled na znanost strani umetnosti je zelo zanimiv, ker jasno, če se izrazim s frazo, pogled iz škatle. In tudi dostikrat znanstvenikom zelo paše sodelovati z umetniki, ker je čist drug pogled. In tukaj je zelo zanimiv preplet, no. Končajmo s to provokacijo, miselno provokacijo, seveda za vse, ki nas gledajo in poslušajo in seveda naj tudi sami obiščejo razstavišče in se seveda prepričajo v to, ali pa, ne vem, naj razstavišče spodbudi njihovo zanimanje. Hvala vam za sodelovanje v naši oddaji. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, hvala, ker ste bili v naši družbi. V petek 12. aprila bo z vami kolega Dušan Tomažič. Spremljajte nas tudi na naši novi spletni strani www.tvmaribor.si. Pišite nam na naš naslov elektronske pošte, videli ga boste na svojih zaslonih. Z vami bom ponovno v ponedeljek 15. aprila. Do takrat nasvidenje in prijeten večer.